Lepo pozdravljeni in dobrodošli v še eni epizodi SIST podcasta. Danes sta z mano magistra Darinka Lečnik-Urbancelj, predsednica društva Slow Canis iz Maribora, in Valentina Horvat-Kokalj, strokovnjakinja za vedenje in vzgojo psov. Dami, lepo pozdravljeni in dobrodošli. Lep dan. Če mogoče začnemo, gospa Darinka, kar z vami. Kako ste se vi znašli na področju terapevtskih psov in konec koncev tudi standardizacije? Ni bilo naključje, to moram najprej povedati, zaradi tega, ker jaz sem v kinologiji že 30 let, začeli smo z šolanjem reševalnih psov in zgodba se je kar nekako sama od sebe odvila. Zakaj? Zaradi tega, ker smo bili velikokrat povabljeni na šole, na domove za starostnike in tako dalje, ker naši psi so primerni tudi za takšno druženje in ob 10. obletnici društva je padla ideja, da bi mi pa lahko naredili psa spremljevalca za bivalno enoto iz VDC Polža. In takratna direktorica, gospa Petkova, je bila povsem za akcijo, speljali smo to dobrodelno akcijo in to je bil prvi naš korak v smeri terapevtskih psov, ker smo tega psa izšolali že po takratnih znanih merilih, smernicah za terapevtske pse in to je bila zgodba o uspehu. Moram res reči, 12 let je psička bila zraven teh stanovalcev, bila je prisotna tudi v samem delovnem centru in kasneje smo pa videli, da mogoče te dve smeri, reševalni psi in psi pomočniki oziroma terapevtski psi ne gredo v eno društvo in smo pred 18 leti naredili posebej za to društvo z namenom šolanja terapevtskih psov, psov pomočnikov, vodnikov za slepe in tako dalje. In seveda logična posledica je, da na koncu pa pristane še v standardizaciji. Ker standardi so vse povsod in konec koncev tudi tukaj verjetno določajo nekatera pravila in zahteve, ki se bomo majčkeno kasneje dotaknili tudi tega področja. Valentina, tudi vi ste strokovnjakinja na svojem področju že kar nekaj časa. Kako to, da ste se v bistvu usmerali v ta del, v to branžo, če lahko temu tako rečemo? Ja, jaz sem tudi pred enimi cirka 20 leti začela mojo pot, predvsem iz ljubezni do psov, do živali, od majhnega. Začela sem pri kinološkem društvu, KD Vrhnika, kjer me je poleg tega, da sem svojo psičko učila, pač toliko potegnilo noter, oziroma moja prva mentorica, inštruktorica, me je nekako privabila tudi med to dejavnost terapevtskih psov. Sem se vključila takrat še v tačke pomagačke in tam pričela svojo pot. Torej še eno društvo, ki je z nami tudi standard pisalo. Leta 2011 pa se nas je nekaj članov odločilo za samostojno pot in smo štartali oziroma ustanovili svoj zavod PET, ki deluje še danes zelo uspešno in tako smo skupaj tudi z ostalimi organizacijami uspešno spisali pričujoči standard. Obe imate res bogate izkušnje, bogato podlago, pa mogoče zdaj, če gremo na to, za kar smo danes tukaj, in to je nacionalni standard SIST 1192 terapevtski psi. Gospa Darinka, mogoče, če vi začnete, kaj je v bistvu vsebina tega standarda, kaj pravzaprav določa? Vsebina je zelo kompleksna. Izhajali smo pa iz evropske standardizacije. Tam smo najprej začeli pred skoraj 8 leti, s pomočjo SIST-a smo dali vlogo za evropski standard za pse pomočnike. Takrat smo imeli vključene tudi terapevtske pse in smo si nadejali, da bi morda pa bilo v tem evropskem standardu tudi to področje. Naleteli smo na nepričakovan slabšalni odziv ostalih udeleženk držav, društev, ki so bile tam, zato ker so imeli pač idejo, da psi pomočniki morajo pomagati invalidom in so njihova lastna, ne pa terapevtski psi, s katerimi pač delamo kratek čas, recimo v ustanovi, in potem je to naša last in naš kuža. Z Valentino smo bile zelo presenečeni, takrat na istem prvem plenarnem zasedanju, borili smo se z vsemi 4, da standardi ostanejo, v standardu ostane ta del terapevtskih psov, ker ne vidimo nobenega pravega smisla, da je bilo to izločeno. Zakaj? Zaradi tega, ker vsak pes pomočnik raste z eno osnovno socializacijo, z nekim programom, ki ga začnemo in do neke stopnje, recimo leta in pol, celo gremo skupaj lahko z tem šolanjem, potem pa ločimo in specializiramo pse na to, kar pač jih rabimo. Ne, to nismo uspeli in seveda potem smo pa rekli, ja pa nič, pa smo nekaj časa malo bili
neodločni, ampak potem je pa vseeno prišla ideja gospe Lampičeve in si sta rekla, zakaj pa vi pa ne bi naredili svoj nacionalni standard, izveden standard, mi se malo spogledamo, rečemo, aha, kaj sploh to je, ne znamo si te procedure predstavljati in evo, pred cirka 5 leti, 6 leti, smo se je rodila ta ideja pred korono, da bomo mi pa res ta standard naredili, upoštevali bomo smernice evropskega standarda, ki se pripravlja hkrati in bomo sledili tem smernicam, hkrati bomo naredili nekaj povsem novega, kar ni v tem standardu in uspelo nam je. In ta standard pokriva veliko področji, o tem bo povedala pa malo več Valentina, jaz bom pa ostala na certifikaciji. Kar izvolite, Valentina, lahko nadaljujete. Ja, kot je rekla Darinka, je vseeno kar kompleksen, pokrije celotno dejavnost od tega, kaj to sploh je, definicije izrazov, ker tudi to je pri nas bila velika težava, kako se sploh govori o posameznih področjih dela znotraj terapevtskih oziroma dela s terapevtskimi psi, do tega, kako pač strokovno kvalitetno izvajati to naše delo, torej pomeni od usposabljanja vodnikov, izbire psa, primernih vodnikov, kako se skrbi predvsem, kar je res najpomembnejše, zdravstveno stanje in dobrobit psa, do tega, kako ustanove lahko dostopajo oziroma s kom sodelujemo, kako se sodeluje, skratka, smernice celotnega delovanja, kako, kaj, who does what when, če rečemo tako. Pa če samo še, poleg vaših organizacij, kdo je bil v bistvu še zraven pri pripravi standarda, katere organizacije so še sodelovali? Ja, tako. Zveza paraplegikov Slovenije, Stojan Rozman, Tačke pomagačke, Slovensko društvo za terapijo s pomočjo psov, v začetku tudi ambasadorji Nasmeha, Društvo za terapijo s pomočjo psov, tako. Široka in celostna Zavod 5 seveda, ki ga evo. Ste se združili sami strokovnjaki z tega področja, da ste res naredili en kvaliteten in konkreten dokument. V bistvu smo vsi že imeli neke take svoje osnovne društvene oziroma zavodske pravilnike, tudi kar se tiče strokovnega dela in dejansko smo potem združili moči, vsi smo imeli eno skupno vizijo, skupen cilj, tako da smo se kar lepo dopolnjevali in usklajevali. Zgledno delo, bi rekla. Ne vem, če se kinologi najdejo. Ne vem, res. Skupaj, to je res bilo nekaj neverjetnega. Očitno ste se pravi. Resnično, ko za nazaj pomislim, neke osebne preference ali pa neke lastne želje smo zelo tako... Naučil nas je ta evropski standard, ker vse delamo s konsenzom in tam se poslušamo drug drugega. In vsaka ideja, ki pride na mizo, ni neumna ideja. To je eno stališče, o katerem je treba razmisliti, je treba videti, ali je ali ni in te argumente za in proti dobro zbrati in se na koncu odločiti. In nekdo malo popusti, ker tu ne moreš ni nič z glavo skozi zid, ker nikamor ne pridemo. In smo se tam nekako naučili tega razmišljanja po sodelovanju in upeljali to. In k sreči so ljudje bili toliko pripravljeni to razumeti, da nam je to na koncu ratalo. Ker prihajamo res iz različnih koncev. Tako, ampak bila nam je res pomembna vsebina in to, za koga delamo, za ranljive skupine, uporabnike in za naše pse. Teda to je bilo plus seveda vse, ki v tem delujemo, ampak to je bil glaven motiv in če gledaš tako široko, potem najdeš pot. To in mislim, da je tukaj res tudi velika zahvala Darinki, da nas je sploh upeljala v to in nas tako spodbujala in vodila in ker ima toliko enih izkušenj na mednarodnem področju, tudi dela z drugimi strokovnjaki, sodelovanja v raznih odborih. Mi smo bili kar malo zeleni na začetku, moram priznati, ne znajdeš se v tem, delaš eno svojo stroko in pa jasno tudi vodenje strani SISTA, tehnična sekretarka Mojca Lampič. Mislim, da nam se je res potrudila in nas bodrila in nam pomagala. Od začetka nismo razumeli, kaj nam pripovedujejo v tej proceduri. Resnično nismo razumeli, ker smo vsi nekako iz prakse, in ta procedura je res bila zahtevna. Ampak je imela dovolj potrpljenja, veliko krat smo šli, pa zakaj mora to vse biti, pa to je nepotrebno in tega ne razumeš, ampak smo potem zgladili, vedno bolj proti koncu je šlo, vedno bolj smo proceduro razumeli. Odlično je bilo. Sej sama vsebina standarda je pač, konc koncev to je res združeno znanje največjih strokovnjakov z določenega področja, tudi ta standard, tako kot vsak drugi, je verjetno procedura tudi dolga, težka, zahtevna in je tle zelo pomembna podpora SISTA. Tako da skupaj ste v bistvu opravili krasno delo. Valentina, kako ste pa vi pri Zavodu 5
skupinsko v bistvu znotraj vaše organizacije pristopili k pripravi vsebine? V bistvu sem bila kar jaz odgovorna za to, takrat še članica strokovnega odbora. Jaz sem večkrat pogledala tudi določene standarde nekih mednarodnih inštitucij, ki pač ne veljajo tako kot niso kot neki uradni standardi, kot je recimo nacionalni standard, pač terapevtski psi, ampak so standardi posameznih organizacij. Malček sem to preverila, se posvetovala z Darinko, zastavila neke teme, katere naj bi pokrili in pol smo si dejansko med sabo, me organizacije, ki sodelujemo v tem tehničnem odboru, razdelile teme, vsak je svoje spisal, smo si posredovali, pa je vsak v sklopu svoje organizacije pregledal. Pri nas so recimo moje kolegice iz Zavoda PET, večinoma kolegice, moram reči, na tem področju res ženske prednjačimo, še dobro smo stoje nameli, pregledale, podale pripombo, na to smo si še mi med sabo v tehničnem odboru pregledali. Mislim, delo je bilo ogromno. Dobivali smo se v živo, online, besedo po besedo pregledali, zelo natančno, podali svoje predloge, diskutirali, tako da in še v času korone, ko smo se vsi borili z lastnimi težavami. Poleg tega res bi poudarila, da smo vsi to opravili povsem prostovoljsko. Tako da brez plačila, in moraš kar najti eno notranjo moč in tudi spodbudo družine, prijateljev vseh, drugače res, da zadevo spelješ. Koliko je pa trajal cel postopek? Zdaj omenila ste kar nekaj korakov. Leta, res leta. 2016 smo mi zaprosili SIST, če nam lahko pomaga nadgraditi en evropski dogovor, ki smo ga 4 leta prej že delali, 6 organizacij iz Evrope, se pravi 6 šol, če nam bi lahko pomagala to nadgraditi, ker je prišel čas, da se odločimo, ali ta dogovor o evropskih standardih za mobilnost psov vodičev, šlo je samo v bistvu za osebje, kako mora biti trening in kakšne kvalifikacije osebja, če lahko mi to nadgradimo in kaj bi ona nam svetovala. In takrat leta 2016 pravi, bomo spisali vlogo, rabite 5 držav, ki bodo podpisali ta predlog, dali bomo to na evropski cen in leta 2017 smo spisali še malo neko dopolnitev. To se traja, to pravi par mesecev, da dobimo povratne odgovore, in potem nekako v začetku leta 2018 je pa to bilo to. In smo potem nekaj časa še malo, pa zelo hitro smo dobili predsedujočega temu evropskemu standardu, da bomo to pripravili. Ta tehnični komitej se je sestal, najprej so bili Hrvati iz hrvaških norm in potem naslednji so bili Italijani, zdaj so Čehi in prihajamo še na Nizozemsko, tako da se je to malo razporedilo. In v tem času smo prvi 2-3 leta delali samo na evropskem standardu. Ni nam čisto jasno, zakaj se ta procedura toliko podaljšala, ker smo začeli mi s postopkom in smo mislili, da bo v 3 letih najkasneje to gotovo. Se je pa zaradi cenovih zahtev in potem neke procedure, katere še nažalost danes ne razumemo in se vsi čudimo, tudi gospa Lampičeva na SIST-u, da zakaj to tako dolgo teče. In potem vsega pa ne bomo zdaj izgubljali še čas in potem je nekako hkrati padala ideja o teh terapevtskih psih. Tako da zdaj 5-6 let smo pa res intenzivno delali samo na tem standardu, poleg ostalega dela, ki je bil na evropskem. Kar dolga doba in veliko dela. Kdaj je vmes zgodilo, da je kdo od vas izgubil voljo? Ali ste bili kar vztrajni? Valentina je tudi omenila korono. Ne, nekako z moje strani ne. Z moje strani ne. Ste ves čas kar zavedno sledili cilju. Višji cilj pred sabo, tudi če si najbolj na tleh, pa se malo se pokličemo, pa smo se bodrili. Bil je gladko dosegljiv. Zdaj, če bi mi sami bili v tem, da SIST-a ne bi bilo, bolj bi upali, pol ne bi znali naprej. Ampak zdaj pa za podporo SIST-a pa definitivno je to šlo naprej, ker se je samo od sebe odvijalo. Naša naloga je bila samo, da spravimo po strokovni plati tekste skupaj. Gospa nam je pa pomagala po tej tehnični plati, kaj se kdaj, kakšna razprava, kako dolgo bo to v javni obravnavi in tako dalje, kakšni predlogi, kdaj bomo sprejeli. To je bilo pa na strani tukaj in to je bilo veliko olajšanje. Ne glede na to, da je to dolgo trajalo, ker vsaka procedura, mi karkoli damo v neko javno razpravo, traja 3 do 6 mesecev. In potem dobiš predlog in spet 3 do 6 mesecev. In vedno je taki proceduralni čas, katerega ne moreš prehitevati. Pa dobro, da je bil, ker smo zelo spilili ta tekst. V bistvu sploh ni slabo, da je tak
da malček dlje traja. Vse je z razlogom, kakor se klišejsko sliši, ampak dejansko je. Ja. Vi ste v bistvu to vse počeli znotraj tega odbora. Gospa Darinka, vi ste tudi predsednica odbora. Mogoče, če majčkam se dotakneva tudi te teme, kakšna je bila vaša funkcija kot predsednice? Če recimo primerjamo z ostalimi, ki so člani in pač aktivno sodelujejo. Je kar bilo, ker moram spremljati fejst, kaj se dogaja na evropskem nivoju, se pravi po tem tehničnem odboru, to implementirati, poskušati upeljati v na nacionalni nivo. Tukaj več nismo bili društva, če me razumete. To je nacionalni interes. In mi moramo pozabiti, da je Slow Canis namenjen v prvi vrsti šolanju psov pomočnikov, da je Zavod Pet prvo, kar mu je na nalogi terapevtski psi, in zdaj treba to pozabiti. Mi moramo gledati nacionalni interes. In tudi sama sem nekaj časa rabila, da sem prestopila meje društvenega interesa praktično, pozabi to in gremo naprej in koordinacija po svoje je bila luštna, ker so ljudje na drugi strani bili pripravljeni sodelovati, vse, kar si napisal, ni problema, noben ne bi imel časa, nobenih izgovorov in to je luštno delati v skupini, kjer res se vsak zaveda, tukaj sem močen, na tem strokovnem področju je moja prioriteta, povem in se me upošteva. In mislim, da smo to dobro zvozili, ker je to praktično moje delo je bilo med CIST-om, med evropskim standardom, med našimi člani, pa še svoje društvo moraš nekako malo pogledati in ko prideš na ta plenarna zasedanja, ni bilo to društvo Canis, čeprav me od zunaj poznajo po društvo Canis, ampak pač je CIST in smo, jaz sem bila ponosna, da lahko zastopam nacionalno delegacijo, mislim Slovenijo kot Slovenijo, ker zdaj se sliši o Sloveniji, zdaj te več ne zamenjujejo z nečim in sploh pa, ker je ena mala Slovenija, eno malo društvo Slow Canis, kjer v globalnem smislu ne pomeni ničesar, smo uspeli za mizo posesti 33 članic od 34 članic evropskega cena. To je pa kar uspeh, in to je uspeh, veliki playerji, veliki igralci nas najprej sploh niso resno imeli, prvi 3 leta jih ni bilo zraven. In mi smo rinili, in potem, ko je pa prišlo, naenkrat jim je pa nekako se je razjasnila slika, hudiča, zdaj bo pa to evropski standard, zdaj pa več ne velja stanovski standard evropske ali pa Svetovne zveze psov vodičev, ki je imela primat na to, je imela sicer 90 članic iz drugih držav, ampak zdaj pa to več ni heca, ker zdaj smo pa zraven prišli tisti manjši, male organizacije, kjer nimajo dostopa do teh velikih igralcev, zaradi denarja, ker enostavno te ne spremejo medse in potem je ta zgodba bila zgodba o uspehu, bom rekla. In potem pa reče, tako cem trdo gre z jezika, veste, iz CIST-a, iz Slovenije, ker ni to Anglija, ker ni to Nemčija, ker ni to Francija. Se vam zdi, da smo še vsem tudi tam mehni? Ja, smo. V bistvu je tako, dejstvo je, da Slovenija ima ogromno dobrih strokovnjakov, nekaj dobrih strokovnjakov, moram reči, ni tako. In sam zato, ker smo Slovenija in majhna država in mogoče nimamo te številčne premoči ali pa da bi se lažje izrazili, opozorili nase, to še ne pomeni, da nimamo res vrhunskih strokovnjakov. In tukaj mislim, ravno s tem, kot je Darinka rekla, v enem trenutku je ta miselnost mogoče majčkeno preklopila. Mislim, da tudi zaradi tvojega nastopa, kako dobro si se borila in pokazala se Mogoče imamo pa to vztrajnost pa vseeno imamo. In to, da znamo, da imamo res, kako ne rečem, ogromno znanja predvsem in se s tem lahko izkažemo. Če tudi nimamo neke številčne premoči, recimo pri glasovanju v teh procedurah. Ampak v enem trenutku se tudi to mišljenje tudi, ko so poskušali prevzeti idejo o tem, kdo je bil iniciator, kdo je bil sploh Hrvaška, recimo, ki je predsedovala. So to bili kar oni. Jaz sem se v stanju bila vstati in reči, oprostite, predlog je vložil Slovenija, društvo Slow Canis z 5 članicami, Bolgarija, Romunija, Nizozemska in Anglija. In gledajte, če ste Angleži sami bili zraven, potem si ne morete teh zaslug jemati. Velikokrat so si poskušali jemati zasluge za začetek in jaz sem pač skušala to preprečiti. Če smo mali, še ne pomeni, da smo brezvezni. Res je. Tudi pri samih vsebinah, kolikrat si se zborila za predvsem za uporabnike, mislim, meni je bilo
to sem tako z užitkom opazovala. A se vam zdi, da če bi bil kdorkoli drug v tej vlogi, da ne bi takih uspehov dosegali? Gospa Darinka je res ambiciozna in se mi zdi, da ve, kaj hoče in gre proti svojemu cilju. Verjetno ste bili pravi ljudje na pravem mestu, a ne? Na pravem mestu, v pravem času. Gospa predsednica, da vodi v bistvu to celotno zadevo je prinesla svoje, sigurno, vsekakor. Sigurno. Mislim, jaz sem še zdaj hvaležna, da me je takrat enega dne poklicala sredi zajtrka, pa sem bila v začetku skeptična, ampak pa zdaj, ko za nazaj pogledam, mislim, ne, to je bilo res se malo sem jih porivala, ne? Malo sem tudi čez rob kdaj porila. Seveda, ampak to je bilo vse dobro, to je bilo fajn. Jaz v bistvu z moje strani ni bilo obupanja, ne? Dejansko tudi Stojan ni nikoli obupal, ne? Stojan je imel blazni interes, da uredi, za Stojana moram povedati, da je na invalidskem vozičku, je tetraplegik in je član pač slovenskih paraplegikov, ne? Zveze paraplegikov Slovenije in še je predsednik tudi svojega koroškega kluba za paraplegike in on je imel blazni interes, da se to spelje, zato ker ve, kaj to pomeni za invalida. Ta nova mobilnost, ki je na razpolago za ljudi, ki so kakršnokoli funkcionalno prikrajšanost imajo, je to izrednega pomena. In mi brez njega praktično, brez njegovih nasvetov, mi lahko tehnično vse razložimo, ne? Ampak uporabna vrednost tega pa na drugi strani. Ne? In zdaj, če tam ne gre, ne razumejo, ne morejo zaradi omejitev, kakršnih koli razlogov že, potem se moramo vrniti nazaj, stopiti korak nazaj, razmisliti o tem in reči, dobro, bomo pa šli v to smer. Ne? In tukaj Stojanova spodbuda bila super, ne? In potem, ko smo, tudi kolegice mogoče najprej niso vedele smisla v pseh pomočnikih, sploh ko smo bili zavrnjeni na evropskem standardu, ampak ko sem se ne, jaz pa nad terapevtskimi psi pa ne bom upala, ker meni je šlo osebno na živce, da dejansko smo imeli ogromno padalcev v tej sferi noter, ne? In vsak je imel terapevtskega psa, ko se je malo pustil božac, malo je bil miren, ne znajo pa uporabljati potem tega znanja naprej. Ne? In meni osebno to šlo na živce, ker smo delali škodo in kinologiji, in strokovnemu pristopu, in v institucijah nismo čisto nič odnesli od tistih obiskov, kot samo druženje, tudi to je potrebno, ampak naš namen je bil bolj strokovne narave in res podpora različnim vrstam invalidnosti za izboljšanje njihovega življenja. Pa je bilo skoraj nujno, da je bil vključen nekdo, ki direktno lahko pove. In tle je bila verjetno sama zgodba in vloga gospoda Stojana zelo pomembna. Meni je mogoče pri terapevtskih psih manjkal še nekdo, mogoče kdo od stroke, recimo iz raznih področij vzgoje, izobraževanja, medicine. Tukaj imamo, ampak nihče ni hotel sodelovati. Mi pa nismo nikoli obupali na tem, mislim, saj jaz ne, čisti iz tega razloga, ker imamo ta cilj zastavljen že od začetka v zavodu 5. Sistemsko urediti področje, napisati standard nacionalni, ki bo veljal za vse, s katerega se bo lahko izkajalo, na katerega se bo lahko vsi obrnili. Zakaj, s kakšnim razlogom, kot je Darinka omenila. Pojavljajo se posamezniki skupine, ki na lastno pest to opravljajo in lahko naredijo veliko škodo. Ali pa slab vtis, že to je dovolj. Nam vsem porušijo naše dosedanje delo, kaj šele, da nekoga poškodujejo, da pride do kakšnih težav. Potem drugo, kar je tudi nas, ki smo prihajali v ustanove, niso vedno resno jemali. Tako kot si spet rekla, vi ste tam eni, pa vam boste že opravili to svoje delo. Oziroma, včasih si se počutil tako, kot da si neki obvezan, pa ne znam dobro mogoče tega pojasniti, ampak nisi pa, saj ste sami eni prostovoljci. Tako premalo veljave na tem področju, premalo upoštevanje tega, da mi moramo ogromno znanja vložiti, ogromno enega dela in truda, še vedno smo pa tam sami eni, ki pridemo, pa malo polepšamo dan. To, kar delate, je ogromno, mislim. Mi tvegamo, ker imamo vse. Seveda. Če bi ljudje to upravljali, ne moš kaj zgrešiti. To priznanje, in potem tudi v končni fazi tudi, mislim, priznanje strani vodstev ustanov, pa tudi, da nam je bilo zelo pomembno, da imajo vsi enako dostopnost do tega, ker predvsem je odvisno od vodstva ustanove, ali bo dovolilo terapevtskim psom vstop ali ne. Pa čeprav so koristi in učinki znani. Je pa res, da množično pa spet ne moramo povsod sodelovati in se povsod vključevati, ker je
ni vsak pes primeren uporabnik za to in to je kar en proces, da to zmoremo. Kako se vam pa zdi, da sam standard SIS-1192 vpliva na delo terapevtskih parov? Jaz lahko z našega stališča povem, mislim, da prav zadnje leto, 2023 je bil izdan standard, najprej je bil kar en tak boom, smo dosti osveščeni naredili, potem je to res malce zamrlo, ker pač kot prostovoljci nam zmanjka in časa in dejansko tudi financ za vse kampanje. Ogromno nam je šlo medijev tako na roke, veliko imamo znancev, ki so nam pomagali, ampak še vedno mogli bi mogoče še več delati na promociji. Je pa res, da nas vse več in več pogosteje kličejo iz ustanov in povprašuje tudi po tem, kako je zdaj s tem standardom, je vključen v zakonodajo, koliko se moramo mi tega držati, kako pristopate k temu. Tako da smo imeli tudi že nekaj takšnih povpraševanj, oziroma tudi v nasprotnem primeru, ko so se pojavljali posamezniki, ki bi želeli sami opravljati na lastno pest, brez kakršnih kolih ozadij in znanja, so nas tudi že klicali iz ustanov, povejte, nekdo bi takrat prišel k nam, kako je zdaj s tem. Tako da malček je premika, jasno pa bi se dalo še veliko več narediti. Mi tudi smo naredili kar nekaj promocije, smo obiskali delovne terapevte, vodstva, mi smo se bolj usmerili v dome starostnikov, recimo smo imeli par sestankov, pridejo ljudje, te tako malo skeptično gledajo, nekako ne verjamejo, kaj jim govoriš, sicer jim zelo strokovno to predstaviš, nazorno predstaviš, to je dejansko en delovni sestanek in potem pol pa razumejo, pa bi, pa ne bi, razumejo tudi, da je to že zdaj, to več ni neobvezen, prostovoljno se držati tega standarda, zato ker ga imamo uzakonjenega, in je praktično zdaj, ni več izgovorov, bi ali ne bi, ampak zdaj institucija tvega, oni tvegajo, da vzamejo neusposobljene ljudi noter, karkoli se zgodi, mi ne prevzemamo nobene odgovornosti, standard je pa jasen. In ravno to jim ne moremo nekako dopovedati, da je to največja rak rana, da če pride do kakršnega koli dejanja, ki ni prilogo v uporabniku, potem nosijo odgovornost sami. Ker pač ne razumejo, da ta standard je in bi ga se bilo dobro držati, Res, da je komaj mlad standard je, komaj je drugi rojstni dan, sej ne moremo vsega, ampak že samo to, da so organizacije znane, poznane, vsak pozna tačke, pomagačke, zavod, 5 ambasadorjev, ne smeti, slokanjc in tak dalje, zdaj se pa to odpira, ker teh parov terapevtskih je že veliko na terenu, ki so bili že usmerjeni in so že šolani v pravem smislu slovenskega standarda in zdaj se to pozna, Vedno manj bo tega, jaz mislim, pa vedno več bo teh zahtevkov, ki bojo prihajali, zdaj se mi obveščamo in seveda, če na našem štajerskem, prekmurskem koncu, kaj mi pokrijemo, na vašem koncu vi in tako dalje, tako da delamo še vedno skupaj, naše skupine niso razpadli, vedno se še pokličemo in rečemo, kako bomo se tega lotili, ker imamo dejansko vsi korist od tega. Ja, pravzaprav se ni standardom zadeva končala, ampak vi še vedno naprej delate v bistvu skupaj in se dopolnjujete, če lahko temu tako rečemo. Zdaj, ta standard je bil izdan leta 2023. Parkrat smo zdaj omenili, da se zakonodaja sklicuje. Standard je načeloma prostovoljen, ko se začne zakonodaja sklicovati na njega, takrat postane obvezen za uporabo. Od kdaj je v zakonodaji navedeno, da mora biti po standardu, če mogoče veste? To je bilo isto. Ne, leto kasneje, 2024 je bil zakon o novela zakona o zaščiti živali. Se že sklicuje na ta standard in pa tudi zakon o izenačevanju možnosti za invalide upošteva evropski standard. V terminologiji za pse pomočnike je že zapisan, da je treba upoštevati evropski standard, ki se pa letos zaključuje, tudi uradno zaključuje. Ta set 6 standardov na evropskem nivoju, 5 jih je že v zaključku, 2 sta že objavljena, 3 so zdaj v zaključku, do jeseni bo tudi ta javna obravnava konec in ostane nam samo še en sklop standarda, ki pa se nažalost dotika storitev za invalide, ker se sami invalidi niso mogli
zmeniti, odločiti in tako dalje, skozi je nekaj. Zdaj so končno dojeli, da so sami sebi dejansko podaljšali izvajanje tega, zaradi tega pač, ker je ogromno interesov raznih noter, predvsem denarnih seveda, ja. In zdaj končno so dojeli, da zdaj pa po pospešenem postopku smo tudi novega predsednika skupine izbrali in jaz mislim, da tudi to je zdaj že napovedano, da bo vložen ta del do konca oktobra. Potem se stvari v bistvu kar premikajo. Zdaj so se res hitro, v zadnjih 2 letih so šle hitro naprej. Ja, zdaj malo ste omenili ta evropski nivo. Vi v bistvu dobite na nacionalni ravni, znotraj odbora, dobite te standarde v pogled. Kolikrat se zgodi, da date tudi kakšno pripombo, da date predlog preko nacionalnega odbora v evropski v bistvu standard? Zdaj, na samih plenarnih zasedanjih smo že tako, praktično ni več nekih predlogov, zato ker pridemo vsi z nekimi konsenzi. Dela se po skupinah, po teh workshopih, ne? In vsaka skupina ima nalogo, da do plenarnega zasedanja na samem delovnem sestanku, ki je SIST obveščen ali pa ni obveščen, ker to se zdaj pogovarjamo tako, vpisali bomo to pa to, pa to pa to in potem predsednik skupine nas ponovno obvesti, no tiste zaključne pa dobimo že potem mi uradno na vpogled preko SIST-a, ampak so to že usklajene stvari. Tako da potem, če imamo mi kakor predlog, pa potem mi sami ocenimo, a ima sploh smisel, kaj dobimo s tem, koliko to podaljšamo, ali je to taka minorna zadeva, da ne bo na nekaj vplivala. Fajn je, zato ker z temi predlogi pridemo že usklajeni na te dokončne ravni. In to se vse prej dogovori, zato pa mi imamo vsaki 14 dni včasih skupina bila na posvetu, ali pa vsak mesec. Sploh, hvala Bogu, bom rekla, da je vmes po tej plati korona prinesla nekaj dobrega, ker če bi se mi morali v živo sestajati, bi se to sestajali enkrat na leto. In to bi bilo premalo in to bi lahko trajalo 20-30 let, da pridemo kam. Tako se je pa korona prisilila, da smo začeli imeti Zoom sestanke in to smo si pa zdaj lahko privošli, da smo lahko bili vsak mesec po delovnih skupinah skupaj. In rezultat je super. Pa načeloma pri delovnih skupinah sodelujete kar vsi skupaj, ali ste pač glede na področja? Smo bili razdeljeni, Stojan je bil v smeri tam, ko se je delala 6 skupin, je bilo, se pravi, terminologijo smo hitro zaključili, tu smo vsi sodelovali, ker smo morali vsi prispevati besedilo. Potem je bila dobrobit, smo nekako tudi vsi sodelovali, zaradi tega dobrobit živali je pomembna za nas in je tudi izpeljanka. In po standardu ugotoviš, da praktično smo mi daleč naprej z to dobrobitjo in nam vse, kar so tam sprejeli, smo se strinjali, zato ker mi imamo še bolj zatežene, še bolj težke pogoje, da izpolnjujemo to z živalmi. Potem je zelo zanimivi 2 področji sta bili trening, tudi tu smo sodelovali, ker nas je zanimalo metode, kakšne metode bodo uporabili in jih mi lahko seveda vpeljemo pri slovenskem standardu. Potem se je šlo za osebje, kvalifikacije, kompetence in tako dalje osebja, vsi, ki delamo v tem področju, noter spet nas je vse zanimalo, kako in kaj. In potem pa prideta 2 poglavji za storitev za invalide in pa potem dostopnost z vsemi temi našimi psi na javna mesta in tako dalje in vse, kar se potem po tem področju tiče. Seveda ta accessibility, ta je bila zelo interesantna za nas, spet zaradi terapevtskih psov in tako dalje. In je tudi v zakonjeno, da imajo dostopna javna mesta in na javni prevoz. To je bil velik preboj, to smo uspeli. In zdaj, ko mi to poročamo, kakšne korake smo mi pred Evropo, dejansko smo pred Evropo, pred ostalimi državami, se samo čudijo, pa kak za ena mala Slovenija, dala je standard, zdaj že imajo v 2 zakonih vse stvari noter, praktično izvajanje nacionalnega standarda je uspelo in dejansko se čudijo, kako je nam to uspelo in mene kličajo, če bi mi to zdaj lahko pomagali. Zdaj smo pa mi malo skrivnostni in si mislimo, veste kaj, dragi moji veliki igralci, zdaj se boste morali malo potruditi, pa mi tudi tega prevajali ne bomo za vas, lahko se pogovarjamo, lahko nas povabite, ne vem karkoli in bomo še na tak način pomagali, zato ker to je nacionalni standard, ta nam odgovarja na slovensko idejo o celi zadevi. Tako da praktično področja zanimiva, pa smo kar nekako sodelovali, kar nisem sama vedela, kaj se vam zdi, recimo smo si napisali, vsak je dal hitro povratni odgovor, praktično v enem dnevu
In zato smo mi lahko zelo, zelo hitro nekako sledili temu. No. Ni bilo neke muke večje. Zdi se, da ste res uigrana ekipa, zdaj že po tolkem času. Ja. A pa se je mogoče kdaj zgodilo, da je prišlo do kakšnih, ne vem, da ste imeli toliko različna stališča, da niste mogli najti skupno pot? Jaz ne vem, če se spomnim enega dogodka. Mogoče je samo malo več časa trajalo, ampak to je bilo tako fajn. Malo smo se jezli na Evropo. Na Evropo, znotraj pa ne. Mislim, vsak je podal svoje mnenje, in smo pogledali, kje lahko skupaj pridemo, pač kje lahko sklenemo nek kompromis. Ne, rezultat tega je pa tale standarda. Ni bilo nekega nepotrebnega, bom po domače poštarsko povedala, bluzenja. Tako, ni bilo tega. Ni bilo poskušati, zdaj jaz bi moj stavek dal noter. Ni bilo tega. Ker na koncu bo tak lektor svoje naredil. Mi lahko karkoli napišemo. V bistvu ni bilo jaz, bilo je mi. Bilo vedno mi. Naši psi in uporabniki. Samo to skupina, mislim, dejansko. Dejansko je bilo tako. Kaj pa pri sami implementaciji standarda so se potem pojavili kakšni izzivi? Se je kdo pritoževal iz javnosti od, ne vem, kakšnih skupin? Jaz ne beležimo tega, mogoče samo je malo odklon od posameznih strokovnjakov znotraj institucij, mogoče Sočas še ni čisto dojela o zadevah, ampak pridejo za nami, tako da ne bomo tudi na tem področju obupali. Bojo potrkali na vrata, a ne? Čeprav je standard tako napisan, da se ga zelo lepo da uporabljati in brati in tudi s kakšnimi manjšimi osebnimi notami neke ustanove čisto lepo implementirati. Predvsem je pa pomembno, da je poskrbljeno za zdravje in dobrobit vseh in strokovno izvajanje dela. To je tako, kot da bi zdravnik brez diplome delal, to tudi ne bi šlo skozi. Spogovila za živaljo, moraš imeti dober občutek, kdaj nehati, kdaj je za živaljo preveč, kdaj je za psa to preveč, kdaj je mogoče za človeka preveč, kdaj je prezahtevna na drugi strani delovna terapevtka in zahteva nekaj, kar z psom ne moreš doseči, s tem mogoče s katerim drugim. Tu je potem tisti čar, da takoj na licu mesta stvari razrešimo. Zdaj pa vprašanje, koliko se pa to dogaja. Jaz vem, da mi imamo 5 ljudi, recimo, absolutno smo to prvo, kar sem naučila moje terapevtke, gledaj, kot ti psu nekaj ne odgovarja, ko karkoli se ti zdi, da ne, oprostite, odstrani se, psa bo druga prevzela, ker vedno na teren gremo vsaj 2 ali pa 3, tako da kadarkoli lahko prevzamemo uro. In se mi zdi, da tista individualni pristop, samo MPS recimo na to ni mogoče dobro, ker se izvaja to skoraj 1 uro, 45 minut recimo in kuža pride lahko v eno stisko ali pa pride padec motivacije, vročina, karkoli, za psa je to naporno in takrat imamo možnost, da ne prekinemo same terapije, da vskočimo potem z drugim psom in terapevtke, tiste, ki smo zdaj nekako skupaj, so že dojele, ko se spogledamo, tukaj pa ne bomo, pa speljemo malo drugače. Tako da uporabnik včasih niti ne opazi, da se karkoli dogaja. Pa tudi, če si sam, se pa moraš zelo dobro dogovoriti. Pač to gre za strokovni tim. Dejansko je strokovnjak z področja, recimo fizioterapije, vzgoje, zdravstva, neke te stroke. Tudi mi smo strokovnjaki kot vodniki psov, ali si to po profesiji tudi nek ne vem, strokovni delavec, ali si mogoče izhajaš čisto iz enega drugega poklica, si pa strokovnjak za svojega psa, za vodenje tega terapevtskega psa, ker si vodnik terapevtskega psa. In potem je tu še ostali, ki pomagajo, sodelujejo, hkrati je pa v to vključen tudi uporabnik. Tako da sodelovanje vseh in razumevanje procesa je zelo, zelo pomembno. Tudi vidim, da v bistvu ta skrb in dobrobit vseh postavljate v spredje, zdaj za kužke recimo ste omenili, da jih umaknete takrat, ko začutite, da ni okej. Kjer je recimo še kakšen način, na kakšen način še skrbite za dobrobit vaših živali? Začne se že v štartu, preden sploh se jih vključuje v ustanove, ker je treba primerno izbrati psa na tak ali drugačen način, lahko so to posebna testiranja, lahko tekom šolanja, izobraževanja, predvsem izbrati, psa, ki želi išče stik z ljudmi, ki dobro sodeluje s svojim skrbnikom, vodnik je, ko je v delu, drugače pa dejansko njegov skrbnik. Meni osebno, ko sem testirala pse, mi je bilo zelo pomembno, da vidim nek
kak pristop ima tudi skrbnik in kako s psom dela, ne, kako ga vodi, kako mu pomaga, kako ga opazuje, koliko pozna komunikacijo psa. Sej nekaj se da naučiti, ne, ampak moraš kar imeti en dober čut za psa in upoštevati njegove emocije, čustva, ne, dejansko to niso roboti. Tako da hitro sem iz tega lahko razbrala, ali bo iz tega se lahko kaj razvilo, ima potencial, ali raje rečemo, lejte, boste poiskali kakšno drugo boljšo dejavnost zase. To potem samo usposabljanje poteka, vodniki morajo imeti res veliko znanja z tega področja, kar se tiče komunikacije psov, načinov učenja, kako ga pripraviti na samo delo, kako pripraviti prostor, kako strokovnjaki v ustanovah skomunicirati, da bo vse primerno pripravljeno, kako ga voditi do uporabnika, ob uporabniku, opaziti, kdaj se počuti nelagodno, mu dati možnost izbire, da mogoče kdaj reče, pes ne, jaz ne bom sodeloval in kako pa to zapeljati, da se še vedno ura speljati, to je po moje največ najtežji trenutek, znati reči ne. Ne zmorem, ne bom, ne moremo, to ni primerno. Predvsem so vodniki imeli veliko let težave, ker se niso počutili kot res strokovnjaki na tem področju in usposobljeni in da imajo kompetence in so velikokrat popustili željam drugih, dostikrat strokovnih delavcev v ustanovah. Tudi strokovni delavci niso namerno tega počeli, ampak oni so s svojega stališča videli nek svoj cilj, želim to in to doseči pri uporabniku, niso pa upoštevali psa in omejitev. Na to smo velikokrat naleteli in tudi zato smo uvedli mentorstva za te nove pripravnike, vodnike, da jih lahko majčkeno vodimo čez ta postopek, da smo eni mediatorji in jim pomagamo pri razreševanju raznih nesoglasij. Ker hitro v tej želji, da bi nekomu pomagal, zapostaviš psa in zgresiš. Tudi če pa nočeš, ni to vedno neki, zdaj pa meni je vseeno za psa. Ljudje, ki pridejo, ni zavestno, to je podzavestno, ti res želiš pomagati tej osebi in mimogrede spregledaš žival, ki pa ne more to glasno reči, pusti me. Povejo na svoj način s telesno komunikacijo, ki jo velikokrat žal spregledamo. Seveda, mogoče ni to očitno, kakor pri ljudeh konc koncev. V bistvu ni naš način komunikacije, ne razumemo ga, razberemo, pač mi govorimo z besedami, pes. Tako da, veliko je. Jaz včasih bolje razumem psa, ko pa. No, to je res. Pa dobro, medve so v tej branži. Jaz velikokrat, tako je prav zanimivo, ko enkrat živiš s psi in z njimi delaš, iz tega se ogromno naučiš, če imaš terapevtskega psa, začneš tudi ljudi drugače opazovati. Verjamem. Mimogrede jih razbereš. Po eni strani prednost, po drugi strani včasih kar malček težko. Tako da, Vse pri pseh pomočnikih je enako. Dejansko smo iskali vsi iz tega, da treba najprej opraviti teste. Ker ko imaš ti pravi primerek, bom rekla, zdaj pač po strokovni plati živali, potem lahko ti naprej gradiš. In še ko gradiš naprej, prihaja do pes odrašča, ima svojo socializacijo, ima svojo pamet, razvija svojo inteligenco in tako dalje, in še vedno je v osnovi žival. In potem na koncu šele ugotoviš, mogoče po 2 letih šolanja, ne bo to. In ta proces je zelo zahteven teh prvih 2 let. In to ne moremo dati kar nekemu naključju. In ne samo to, tudi kasneje spremljate ves čas. In tudi mi ves čas, terapevtski pes ali pa pes pomočnik je spremljan celoten čas delovanja, delovno dobo. Ali pa še kasneje. Tako. In mi tudi pol kasneje, točno tako kot si rekla, naši vodniki in psi niso nikoli pozabljeni. Vedno poskrbimo in tudi smo v oporo do konca. Koliko časa pa traja ta postopek šolanja? Zdaj smo veliko govorili o šolanju. Koliko časa traja? Povej, 2 leti. 2 leti, recimo, da je kužek res pripravljen, da nekomu prvič potem pa začne pridobivati izkušnje. Vse veste, vi sami naredite fakultete, imate ogromno znanja, tehničnega znanja, stroke znanja, potem pa moraš to v praksi speljati. In potem šele pridejo naslednji izzivi. Kako pa začenjate? Začenjate s kakšnimi ljudmi, ki rabijo mogoče manj pomoči? Kako v bistvu
pravi način, da se psa uvede v delo, če lahko temu tako rečemo? Mičkam že med testiranjem pa pol samim usposabljanjem, kjer imamo tudi določene praktične delavnice, malo vidiš, v katero smer, kaj bi ustrezalo paru, rečemo, temu, ali so to mogoče bolj starostniki, bolj otroci, bolj... Potem imajo pa ti pari praktičen del pod vodstvom mentorstva, vsaj pri nas v zavodu je to 25 ur, okvirno, in jih sproti spremljajo skozi proces. Začne se s tem, da gre opazovati en drug par, kako deluje. Vedno gre brez psa v osnovi, kar nekaj ur brez psa, da opazuje, si zapisuje, se pogovarja o tem, spozna način dela, uči se od nule. Pol se pa psa postopoma uvede, ampak spet se prilagodi psu, eni psi bojo brez težav, hiter. Mislim, je pa tako, na samem testiranju bi jaz rekla, če jih 10 testiram, bo mogoče en tak, da bom rekla, ta pa lahko jutri začne, ampak res eden, pa ne na 10, mogoče celo na 20. Nekaj jih je pa na dobri poti, ampak jih ni veliko, moram reči, če gledaš samo psa. Tako pri ljudeh ni vsak za vse, Ne, ni vsak za vse. Je pa tudi lepo, nekateri ljudje pa tudi, če njihov pes mogoče ni najbolj primeren, se pa vseeno odločijo sodelovati, pa s te plati spoznajo in pomagajo. Spoznajo delo, pomagajo, se vključijo, sploh kakšni strokovni delavci, res dobrodošli, da nam pomagajo tudi pri tem Vedno delu. So take roke dobrodošle. Vedno so ekstra. Za fotografiranje. To je še poziv našim poslušalcem in gledalcem, če se vam zdi tema dobra, privlačna, če bi se vključili gospa Darinka in gospa Valentina, vas boste sigurno veseli. Če smo želih pri javnosti in družbi, se vam zdi, da je še vedno problem v družbi sprejemanje terapevtskih psov oziroma psov pomočnikov kot delovnih psov. Ljudje imajo že občutek, ne vem, jaz recimo prvo, kar vidim kužka, ga grem pobožati, če seveda lastnik dovoli, teh kužkov se ne sme božati, če sem jaz prav seznanjena. Jaz ne bi tako na trdo postavila te stvari, vedno je treba pač vodnika, svojega lastnika vprašati, če želi imeti tako komunikacijo, mogoče se mudi tako vam v službo, če bi se na vsake 5 metrov ustavil, verjetno ne gre, Ponavadi je pač tako, da se vedno pristopi vpraša. Jaz ne zagovarjam tega, zdaj pa se ne sme nič gledati. Tega jaz ne zagovarjam, ker to ni socialno niti za enega, niti za drugega dobro, niti dobrodošlo. Odmikamo se, mi se borimo, da bi bili sprejeti v javnosti, pa delamo kontra s tem in javnost blokiramo in se dobro, ne bo se nič gremo. In potem v bistvu dejansko ne spodbujam tega, jaz ne. Pogovorite se, če je res kakšna kritična situacija, da mogoče slepi na invalidskem vozičku, kdorkoli, ki ima psa pomočnika, govorimo o tem aktivnem delu, vidite, da bi bila kakšna nevarnost, seveda se reče stop, stoj, ta pa ta, pojasni, zakaj gre in potem pomagaš. Ali pa če bi se pa res, to so res taki sladki psi, in to potegne ljudi, da se pogovarjajo, da bi nekaj rekli, da bi to pobožali, buci, Ampak to je lastnik, ki je potem reče ja ali pa ne. Nažalost, slepe spodbujamo ne, strogo ne. Mislim, drugi spodbujamo, mi ne. Mi rečemo, če imaš čas, pojasni, povej, ker te bo družba lepše sprijela in tudi naše delo bo potem ovrednoteno, družbeno ovrednoteno in bo rekla, super, to dobro funkcionira. Pri terapevtski psi, takrat, ko so na delo, logično, da se jih dotika, zato ker pač to naše delo, da se jih dotika. K sreči smo zdaj tudi dosegli, da lahko grejo na vse javne transporte, če boš nosil ob vrtnico, grem na delo, grem to, spet enako, vodnik ima čas, poklepeta, nima časa, se opravičiš vljudno, rečeš, kdaj drugič, oprostite in grem naprej. Povabiš, da se oglasi preko maila, nikoli ne rečemo ne, pa smo strogo, važni. A pa se vam zdi, da družba nasplošno je že dovolj ozaveščena ali rabimo tukaj še kar nekaj dela? Ne, jaz sem rekla, če primerjam, ko smo mi začeli z treningi za psi vodiči, je bilo nekaj, mogoče, ampak samo 2-3 leta, da so malo čudno gledali, to pa ne smete v trgovino, pa ne smete tam, ampak ko si ti stvar pojasno, v redu, super, zato ker ta naš zakon o zaščiti živali že 50 let govori o tem, da so na javna mesta zaželjeni oziroma dovoljeni vsi pomočniki in seveda policijski psi imajo svoje službene naloge in tako dalje, ampak za pse pomočnike, za pse vodnike, za slepe pa to jasno že samo zakona ne poznajo. In ko si ti to pojasno, se kar hitro razvila taka pozitivna zgodba
Jaz ne beležim, da bi me kdajkoli nekdo, ko treniram z psom, vrgel ven iz trgovine ali pa iz pošte ali pa iz banke ali pa iz kakorkoli ne. Vsi so zadovoljni, ko pridejo, ker je to tudi za njihovo ustanovo praktično ena dobra. Pošta je dala zdaj, da lahko gremo, recimo nalepka super, nekaj si ne bi niti v sanjah predstavljali, da so dovoljeni psi, da pridejo lahko tudi ostali, ne samo psi pomočniki recimo. Ne. In mi, celo Slovenija je po eni izmed nekih anket o teh, bom rekla, socialnih pristopih in pa seveda o živali, ne, seveda o tej dobrobiti živali, na visokem 3. mestu po dostopnosti tudi drugih ljudi z svojimi ljubljenčki, recimo na javna in ostala mesta v Evropi. To se nekaj pove, ne? Če gledamo 20-30 let nazaj, koliko smo bili malo zadržani, zdaj smo pa precej odprti. Jaz nisem negativno nastrojena okrog tega, meni se zdi, da vsaj pri mojem delu se ne srečujem z neko odklonilnimi zadevami. Jaz mislim, da sta tukaj 2 stvari pomembni. Komunikacija, kako ti skomuniciraš, prijazno pojasniš. Drugo pa je, da je vedno treba upoštevati čustveno stanje psa. Pač na vsak pes, za vsako prireditev, za vsak javni prostor ni primeren. Kar se tiče terapevtskih psov, absolutno jim je več dovoljeno tudi na javna mesta. Tudi mislim, da nismo nikoli naleteli na kakšne ovire in težave in bolj jih poznajo. Vsi so ena vrata, ne, odpirajo srca, ne, odpirajo še tiste čustveno trde ljudi, ne, odprejo, ne, in se, če ne druga se nasmeji, ne, pa že vidiš, da si prišel skozi, ne. Če ne pa rečeš, v redu. Mi moramo tudi upoštevati ljudi, ne, druge, s katerimi prihajamo v končni fazi, če nekdo ne želi stika s psom, s tem pokažemo svoje, spoštovanje, ne, in tudi s tem nekaj doprinesemo k razumevanju. Jaz mislim, da mora biti oboje stransko. Zdaj, veliko se pogovarjamo o tem, v bistvu, kakšne spremembe oziroma kakšne smernice standard določa za terapevtske pse oziroma pse pomočnike. Tle samo terapevtske pse, a ne? Ali tudi za pse pomočnike? Ja, zato, ker to je izveden standard. Vse, kar govorimo zdaj o tem, velja tudi za pse pomočnike. Kaj pa recimo za strokovne sodelavce? So kakšne specifične zahteve tudi na tem področju? Ja, zaželjene so, standard jih predvideva, tako da tukaj nekih šnel kurzov 3 ure pa tak dalje, spet poštarsko povem, ni kratke poti do tega. To je dejansko še dodatna specializacija. Nek fizioterapeut mora imeti, če želi vključevati psa v svoje delo, mora imeti ogromno znanja z tega področja. Ne more kar tako. In tudi verjetno skozi proces šolanja. Koliko časa pa približno traja tako šolanje, če bi se nekdo naučil? Ja, ljudi. Celo življenje praktično. Preden smo zakorakali v vse pomočnike, vodnike za slepe in za invalide na invalidskih vozičkih in ostale kategorije, smo se izobraževali 10 let. Kar dolga doba. Dobra podlaga. Nažalost tega v Sloveniji ni bilo možno. Šli smo se izobraževati k stanovskim kolegom po tujini, zbirali smo šole, ki so že leta in leta tukaj. Lani smo imeli 100. obletnico psov pomočnikov v Evropi, tako da so to organizacije, ki imajo tradicijo 80, 90, 50 let. Ni potrebe hoditi v Avstralijo, ne vem kam, ker je Evropa tista, ki ima najdaljši staž po psih pomočnikih. Smo se hodili, dejansko smo uspeli dobiti 2, uspešni smo bili na 2 javnih razpisov, takrat še Leonarda da Vincija, in to je trajalo približno 6 let in smo potem smeli obiskovati šole in smo bili po teden dni, po 14 dni v eni, v drugi, v tretji in smo potem počasi pridobivali iz vseh teh področij znanja, ki so nam manjkala. Se pravi, jaz sem kinologinja 30 let, ampak danes jaz ne bi upala šolati recimo policijskega psa. Pojma nimam okrog tega. Imam vozniški izpit B kategorije, ampak veste kaj, aviona pa ne znam voziti. Ja, seveda. To ste dobro povedali. In za vsako stvar ti rabiš imeti subspecializacijo in če smo se mi odločili, da bomo šolali pse za slepe in pse za invalide na invalidskih vozičkih in dodali še potem epileptike, smo se za vsako od teh kategorij morali izobraziti. Seveda. In za terapevtske pse je isto. Jaz bi tukaj mogoče še dodala vsaj za terapevtske pse, kaj bi si želela.
kako bi mogoče še bolj približali strokovnjakom na svojih področjih od zdravstva, vzgoje, izobraževanja, socialnega varstva, da bi vključili v fakultete, se pravi v izobraževanje samo znanje o tem, pa ne samo preproste predstavitve, kaj mi počnemo kot organizacije, ampak dejansko v kurikul, da bi postali... to so vse nove metode, to so nove stvari, ki prihajajo. To so terapevtske metode, pristopi. Tako. Pri mobilnosti to je novi pristop, hoja z psom vodičem je drugačna kot hoja z belo palico ali pa v povezavi z njo. Uporaba psa pomočnika v smislu na invalidskem vozičku je drugačna od osebne pomoči, ki jo ti imaš, spet drugačen. To so teme, ki zdaj že imamo dovolj strokovnjakov, da lahko tudi predavamo to zadevo, ampak pač je na ministrstvu za izobraževanje, da to nekako to uvede in da se to vidi. Zdaj, in tudi ti pristopi so učinkoviti. Več in več raziskav dokazuje to. Tudi podlago, zakaj je to učinek. Mislim, odkot izvira ta vest človek psa. To ima dobro podlago tudi znanstveno, tako da jaz mislim, da iz tukaj bi se dali izhajati in bi lahko vključili v izobraževalni sistem. Na drugi strani morajo pokazati zdaj pripravljenost. Mi smo svoje naredili, mi smo svoj košček sveta spremenili in mi dve se veliko krat hecava in rečem, če kaj še bo nama ratalo, ali bo to naslednja generacija uspela narediti. Jaz mislim, da vam lahko rata. Željo imata, voljo imata, pravi pristop imata, če ste tole uspeli sprocesirati, jaz mislim, da lahko tudi marsikaj drugega uspe. Mi se zdi, da to je lažje del. Je vseeno to tudi poziv bodočim generacijam, naj se tega lotijo in naj ustrajajo. Ker smo že glih omenili mlade, mi smo tudi, oziroma SIST je organiziral razstavo v Centralni tehniški knjižnici, kjer smo tudi predstavili standard, sicer zelo na kratko z enim plakatom, ampak jaz mislim, da je to že kar velik korak približevanja standardizacije na tem področju mladim. Kako pa vidve ocenjujete te pobude? Se vam zdi pomembno, da mladi vejo, da govorijo na splošno o standardih, sploh pa na takem področju? Meni se zdi absolutno pomembno. To so neke veščine, ki jih drugače v normalnem izobraževalnem procesu se mi zdi, da jih ne zmoreš pridobiti. Pomembno je, da vejo, kaj je kvaliteta in kaj vse stoji za tem, kako se to do tega sploh pride. Tako da mladi se morajo začeti zavedati. To je eden izmed redkih nacionalnih standardov. In prvi v Evropi. In tudi standard, ki ga delamo za pse pomočnike, je prvi v Evropi. In mi smo prvi v Sloveniji, kjer imamo to že zapisano v zakonodaji. Tako da mi imamo res superlative. Ampak izvedba je pa nekoliko blokirana za strani ministrstev in pa tistih, ki bi morali za to poskrbeti, da lahko mi delamo naprej, nažalost. Neka sistemska ureditev. Sistemska ureditev manjka, čeprav dejansko mi delujemo posamezne društva, zdaj ne se vračam na društva, delujemo popolnoma v smernicami ali z mednarodnimi merili, primerljivimi in tako dalje. Kaj standard je? Standard na splošno kot trajnost nam pripoveduje in pa mednarodna primerljivost, če bom rekla produkta, storitev, znanja, osebja, ne vem kakorkoli. To je važno, mednarodna primerljivost. Naši psi so enakovredni psi iz Anglije, pa iz onih šol, ki so 80 let na pozicijah, recimo, terapevtski psi so primerljivi še niso primerljivi, ker še nimajo nacionalnega standarda, smo nam morali primerjati. En korak naprej. Mi smo en korak naprej, ampak kljub temu te stanovske smernice obstajajo že dosti veliko. Zdaj nismo mi pogruntali tople vode, recimo, ampak smo samo črpali iz internacionalnih organizacij, kot so Svetovna zveza psov terapevtov, Svetovna zveza psov asistentov, Svetovna zveza psov pomočnikov, pa še bi se kakšna našla, Evropska zveza psov pomočnikov, recimo, in tako dalje. Mi črpamo te informacije od teh stanovskih zvez, katere člani smo tudi, in tam smo akreditirani člani.
No, ta zadevca še manjka. A bi še kaj, sem vaju prekinila še kaj. Gospoda Rinka, preden zaključimo, pa bi jaz rada se dotaknila še področja certificiranja. Se vam zdi pomembno, da bi se to področje tudi v tem smislu uredilo, glede na to, da standard obstaja, standard pa certifikacija sta tesno povezani? Seveda, to je končni cilj vsega. Tudi pri evropskem standardu je končni cilj, kako certificirati, akreditirati organizacije. Zdaj pa tukaj pač imamo ta trenutek, ta kakovostni standard, o katerem govorimo, je v bistvu, ne moremo se vsega trojega lotiti, ali bomo organizacijo certificirali, ki bo lahko to delala, ali bomo imeli certificirane pse skozi ta standard, jih imamo recimo lahko, ali pa bo osebje tisto, ki bo potem imelo določene kompetence zapisane v teh akreditacijskih normah, recimo. Ta proces je izredno zahteven, zahteva veliko denarnih sredstev. Ta trenutek vse smo humanitarne organizacije, imamo status humanitarne organizacije, imamo status prostovoljne organizacije, prostovoljske organizacije, nismo v stanju sfinancirati. Ne moremo tega same sfinancirati, niti približno ne. Zdaj bomo prosili sicer za donatorje, sponzorje, ampak to niso enkratni zneski, ker mi imamo certifikacijski odbor, konzorcij, ga je treba vzdrževati naslednjih toliko in toliko let in ljudje morajo biti zaposleni. To ne moremo delati prostovoljno, to presega prostovoljsko delo. Je pa seveda želja, da bomo to nekoč imeli. Kako še pa do tega priti, pa iščemo poti za najno generacijo ali naslednjo generacijo, nismo še čisto odločeni. To bo pa naslednji veliki izziv, pri kateri bomo pa rabili pomoč slovenske akreditacije, se pravi organizacije Slovenska akreditacija, s katero smo že v pogovorih, smo že se seznanili z temi prvimi pristopi. Nekoliko smo bili razočarani, ker je padla beseda seveda o stroških in pa o financiranju tega. Nažalost pa zdaj smo si morali priznati, ta trenutek tega nismo sposobni financirati. Se pravi, če jaz zdaj nekako prav razumem neke vizije za prihodnost, se pravi certificiranje in pa uvedba teme v izobraževalni sistem. Je še kaj tazga, še kakšno področje, za katerega se borite, pa bi v prihodnosti radi pokrili mogoče? Ne, v bistvu to je to. Zdaj se pač potem stanovsko društva sama borimo potem za določene projekte, da bi pač lahko čim bolj izobrazili ljudi, ker to je nam najbolj pomembno, da mi imamo izobražen kader in da imamo pse dobre. In največ lahko naredimo na terenu. Največ lahko naredimo mi na terenu. Od spodaj navzgor spreminjamo, recimo. Čeprav smo v bistvu dejansko začeli, nismo mogli tega spremeniti od spodaj čisto tako, zato ker spet imamo omejitve na zdravstveni zavarovalnici, pa na ministrstvu, pa tam dalje. Boste vi delali po svoje, mi pa bomo šli na evropsko raven, smo prišli pri teh vratih, recimo zdaj noter. Ampak kljub temu pri certifikaciji, standardizaciji, akreditaciji ostajamo pač potem sogovorniki slovenske akreditacije in tukaj potem moramo nastaviti nek pameten, ker to je tudi novo za njih, mi z živalmi delamo, mi nimamo mize, ko je vseeno ali 2 leta ali 3 leta. Časovni rok trajanja naših živali, naših psov je kratek, v 10 letih se mora vse zgoditi, se pravi 2 leti pa pol šolanja, mogoče aktivnega dela je 5 let, potem je še doba upokojitve, s katero pes še vedno lahko dela manjše naloge, druženja, recimo aktivnosti, ne več terapij in potem pride še tista upokojitvena doba do konca življenja in psa. In to se vse zgodi v 10 do 15 letih in začneš potem znova. Tako da ni to miza, ki bo veljala 20 let, pa bomo menjali zaradi tega, ker ni več lepa, ampak enostavno je to vedno ponavljajo se proces in ki nikoli ne prideš do pravega konca, ker ga vedno menjavaš. In prilagajaš. Prilagajaš, seveda, konec gre za živo bitje v zadju. To je res unikum, čisto ena stvar posebna, s katero delamo in tudi seveda ta evropski Cenelec, sta oba ful navdušena, da smo se tega lotili in dejansko je v ospredju naš produkt pes, pa izhajamo potem iz psa na vse ostale, zato je toliko področji močnih, 4 močna področja, vse okrog psov, potem šele 2, ki gresta skupaj z osebjem in pa z ljudmi, ki bodo te pse uporabljali. Mislim, to je tudi z družbenega vidika tak velik preboj, taka velika sprememba na
če govorimo o odnosu družbe do živali nasplošno. Ja. A smo kar ponosni, da smo jaz prvimi, sem ne? čist. Verjamem, vse imate na kaj biti ponosni, tako da bravo in vse čestitke. Za konec mogoče še vajino sporočilo strokovnjakom, prostovoljcem, kaj bi jim sporočile? Jaz vsekakor najprej apeliram na ministrstva, da bodo malo bolj odprtega duha. No? Jaz razumem, da se vsake 4 leta osebje menja, ministri menjajo, ljudje se menjajo, ampak malo več pa bi lahko prispevali k tej družbeni odgovornosti. Kar se prostovoljcev tiče, jaz čutim, da v prostovoljstvu nekoliko upada, na ostalih, pustimo gasilce, reševalce in tako dalje, ampak na ostalih segmentih nekoliko upada, mladi imajo druge prioritete, drugačni so od nas, mogoče, da bi malo stopili še k nam, starejšim prostovoljcem pa pomagali to, kar smo izborili, ker smo res krepko garali, da smo to izborili. Zelo dober temelj ste tudi postavili. Dobre temelje smo postavili in bi bilo škoda, da te temelje se ne dogradi, da se jih pač pusti v zemlji, recimo. Ja. Valentina, še vi? V bistvu se zelo strinjam z Darinko, pa tudi tako, ko bo enkrat apeliram tudi jaz na vse tiste, ki bi lahko k temu pripomogli, da se res gre v smeri sistemske ureditve in tudi mladim, ki mogoče res prostovoljstvo res upada, ampak da se jim delno omogoči, da bojo lahko in prostovoljci in hkrati tudi strokovnjaki na tem področju in se lažje odločili za neko tako dejavnost. Predvsem pa vsem, preden se odločijo za to, naj dobro premislijo o sebi, kaj si želijo, zakaj, kaj je njihov glavni motiv in se zavedajo tega, da tukaj gre za delo z živimi biti. Seveda. Naj si pogledajo tudi standard, dobro preberejo. No, evo. Da, mi najlepša hvala za vajin prispevek danes. Jaz mislim, da smo dali res dobre in konkretne informacije o tem pomembnem delu. Vsekakor se verjetno vsi lahko obrnejo tudi na vaju, če imajo kakšna dodatna vprašanja in pa seveda, če se želijo včlaniti in vam pomagati pri delu. Hvala tebi in hvala tudi Sistu. Ja, absolutno. Tukaj smo. Bomo skupaj še kakšno delavnico organizirali, kakšen seminar, pa bomo zadevo probali še bolj predstaviti javnosti skupaj. Odlično. Hvala.